Tilen Mandl je zaposlen v Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani in sicer je vodja enega najbolj zanimivih oddelkov, ki jih ima vsaka knjižnica. Oddelka za izposojo in upravljanje čitalnic. Tilen, nas lahko prosim seznaniš s tem, kaj ustvarjate v CTK? Ok, skratka, kaj ustvarjamo v CTK-ju, kratica za Centralno tehniško knjižnico Univerze v Ljubljani, oziroma zakaj nas uporabniki sprejemajo. Na današnjih predstavitvah novosti v knjižničarstvu mi je bil dodeljen najdaljši časovni okvir 30 minut. Ne vem sicer iz kakšnega razloga, ali zato, ker ponavadi veliko govorim, ali iz dejstva, da imamo v CTK-ju, da res veliko ustvarjamo. Tako kot je že Damjana rekla, moje ime je Tilen Mandl, sem vodja oddelka za izposojo in upravljanje čitalnic. Rdeča nit te predstavitve ni, kaj ustvarjamo z vošenkami, niti ni knjiga, niti ni elektronska knjiga, niti niso prostori, rdeča nit so uporabniki. Področje uporabnikov še zdaleč ne gre jemati zlahka oziroma z levo roko. Kar uporabniki potrebujejo, kar uporabniki mislijo, da potrebujejo, in kaj mi mislimo, da uporabniki potrebujejo, so lahko zelo različne stvari. Znana je Fordova misel o tem, da če bi vprašal uporabniki, kaj potrebujejo, bi mu le-ti povedali hitrejše konje. Tudi Steve Jobs je dejal nekaj podobnega, namreč zelo težko je oblikovati izdelke s pomočjo fokusnih skupin. Ljudje velikokrat ne vedo, kaj želijo, dokler jim tega ne pokažeš. Raziskovanje uporabniških potreb je zato resnično edinstven izziv. Kontekst je vse, namreč kaj ustvarjamo v CTK-ju, je nekako in medias res, ki nakazuje, da se naša zgodba začne sredi dogajanja, namesto da bi se začela na začetku. Ker se ta tehnika v literarni teoriji in pripovedništvu uporablja za takojšnje pritegnitev pozornosti občinstva in ustvarjanje občutka nujnosti, tudi sam začenjam z napetim uvodom, da je CTK zgodba o uspehu. Namreč CTK ni skladišče knjig, je dinamična, v uporabnika osredotočeno središče za učenje, sodelovanje in inovacije. Naslednjo leto praznujemo 75 let uspešnega delovanja, kar je pomemben mejnik za našo zgodovino. Od ustanovitve leta 1949 na takratni Tehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je CTK služila kot ključna podporna ustanova za izobraževanje in raziskave na tehniških in naravoslovnih področjih. Skozi leta se je tako razvijala v pomembno središče za medknjižnično izposojo, nabavo in dostop do strokovne in znanstvene literature, seveda s posebnim poudarkom na tehniških vedah. Svojo vlogo je utrdila z vključevanjem v mednarodne knjižnične mreže, avtomatizacijo in digitalizacijo storitev ter s prilagajanjem novim tehnologijam in potrebam uporabnikov. CTK je res postala nek nepogrešljiv element v raziskovalni sferi, prispevala je pa tudi k razvoju informacijske pismenosti in podpore odprtemu dostopu v akademskem svetu. Danes se naša knjižnica osredotoča na razvoj novih storitev, ki so prilagojene sodobnim tehnologijam in potrebam tako raziskovalcev ter študentov, kot tudi na krepitev svoje vloge v podpori izobraževanja in raziskovanja na Univerzi v Ljubljani. CTK ima in je vedno CTK ima in je vedno imel predvsem povezovalni značaj. Kot samostojni javni zavod smo v središču povezovanja visokošolskih, raziskovalnih in drugih javnih organizacij, smo javni prostor in kot tak platforma za povezovanje različnih skupin uporabnikov. Predvidevamo krepitev in spodbujanje tega povezovalnega značaja. Velik poudarek dajemo na stebre, kot so skupnostno upravljanje, tutorstvo, medgeneracijsko povezovanje, digitalna pismenost, odprta znanost, skupnostna znanost, ustvarjalni prostor ter knjižnica stvari. Danes bom govoril predvsem o dveh stebrih, ustvarjalnici in knjižnici stvari. Če na kratko predstavim nekaj slik na tej prosojnici, zgoraj levo je prikaz našega udejstvovanja na področju razstav, ki jih organiziramo tako v fizičnem kot digitalnem okolju,
ki nas po eni strani povezujejo z ustvarjalno sfero izven CTK prostorov, po drugi strani pa našim obiskovalcem prinašajo dodano vrednost v obliki kulture in umetnosti. Zgoraj na sredini je prikaz utrinka srečanja igralnega kluba, kjer so se udeleženci pogovarjali o specifični igri, predvsem iz vidika estetike in atmosfere igre, stilu pisanja, gibalnemu sistemu in še mnogo več. Takšnih srečanj imamo v naši knjižnici že kar nekaj, med drugim smo gostili tudi wikipediste in slovenske samostojne razvijalce videoiger. Vsak dan pa delamo aktivno tudi na tem, da se v naših prostorih najdejo tudi druge skupine. Spodaj levo pa je prikaz tega, da v bistvu res dobro vemo, kako pomembno je dobro počutje za naše uporabnike in kako pomembna je postavka knjižničnega wellnessa. Namreč študenti si lahko med študijskimi odmori brezplačno izposodijo namizne igre, ki jim pomenijo neko kratkotrajno sprostitev od natrpanega urnika in utrjujejo medsebojne vezi kot skupnosti. Že sedaj imamo v knjižnici kotičke namenjene sprostitvi in miru, v prihodnosti pa načrtujemo različne programe in aktivnosti z namenom izboljšanja tako duševnega kot telesnega zdravja svojih uporabnikov z oblikami, kot so razne delavnice ali predavanja na teme, kot so obvladovanje stresa, anksioznosti, meditacija in čuječnost, morebitno izobraževanje o zdravem življenjskem slogu, kot so delavnice o prehrani in zdravem kuhanju in navsezadnje dostop do samih informacij o zdravju in dobrem počutju. CTK se prilagaja spremenjenim potrebam uporabnikov, ki nastajajo s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju. V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na univerzi in raziskovalnih zavodih naša knjižnica dolgoročno omogoča lažje, hitrejše in širše poti do znanja, zlasti s preobrazbo v digitalno knjižnico. Ena izmed naših mogoče pomanjkljivosti je definitivno ta, da vseh naših storitev in programov pogosto ne obešamo na velik zvon, je pa pomembno, da je knjižničarska stroka, predvsem visokošolska, s tem seznanjena. Razloga sta predvsem dva. Omenil sem naš povezovalni značaj. Ne glede na to, ali se ukvarjate s podobnimi projekti ali pa bi bili radi udeleženi v omenjenih projektih, imamo vedno na stežaj odprta vrata. Drugi razlog pa je ta, da imamo na teh področjih do danes osvojenega že veliko znanja in izkušenj in lahko vam pomagamo tako vam kot vašim uporabnikom, kot so študenti, raziskovalci in profesorji. Naj vam zelo na kratko predstavim tukaj le nekaj projektov. V tem trenutku verjetno najbolj intenziven izmed vseh je projekt Spoznaj. Namen projekta je, kot nekateri verjetno že veste, uvesti načela odprte znanosti v znanstveno-raziskovalno delo oziroma prilagoditi delovanje 20 javnih raziskovalnih organizacij in CTK-ja v skladu z načeli odprte znanosti, s čimer bo naše delovanje skladno z določili glede odprte znanosti v evropskem raziskovalnem prostoru. Partnerji projekta bodo izvedli usposabljanja tako za različne deležnike odprte znanosti, kot specialistična izobraževanja za ravnanje sfer in podobnimi odprto dostopnimi raziskovalnimi podatki. Prav tako bodo pripravili priročnik o odprti znanosti in vzpostavili podporo za odprto znanost v lastnih organizacijah. Ta projekt bo zelo pospešil prevzem praks odprte znanosti pri projektnih partnerjih in bistveno prispeval k digitalnemu prehodu v znanstveno-raziskovalnem delu. Partnerji bodo tako medsebojno delili znanje in izkušnje glede uvajanja načel odprte znanosti ter jih prenašali na javne infrastrukturne zavode, kot sta ISUM in ARNAS, javne agencije, kot sta ARIS in NAKVIS, visokošolske in raziskovalne zavode v zasebni lasti, raziskovalce in strokovnjake iz komercialnega sektorja, zasebne raziskovalce ter seveda širšo zainteresirano javnost. Velik del rezultatov teh raziskav bo dostopen preko slovenskih repozitorijev, pričakovati pa je tudi večjo javno dostopnost raziskovalnih podatkov.
navkljub dejstvu, da enotne definicije za občansko znanost še ni, pa le ta po našem predstavlja koncept znanstveno-raziskovalnega dela, pri katerem so na različne načine, z različnih vidikov in v različnih oblikah v raziskave vključeni neprofesionalni raziskovalci. Le-ti so lahko šolajoči se dijaki, študenti, člani različnih društev, predstavniki posameznih družbenih skupin, na primer predstavniki skupine tretjega življenjskega obdobja ali pa predstavniki iz lokalne skupnosti, kjer se raziskave odvijajo, ljubiteljski raziskovalci ali pa vsi predstavniki zainteresirane javnosti, ki niso profesionalni raziskovalci. Občanski raziskovalci lahko delujejo v različnih fazah raziskave, kot na primer pri načrtovanju raziskave, pri formulaciji raziskovalnega problema, pri zbiranju in ustvarjanju raziskovalnih podatkov, ter seveda pri sami analizi ter pri interpretaciji rezultatov. CTK upravlja spletnim mestom citizenscience.si, v katerega je vključen katalog projektov v Sloveniji, tako aktivnih kot že zaključenih. Vi pa se lahko seznanite z možnostjo sodelovanja predvsem v aktivnih projektih in seveda z rezultati raziskav že zaključenih. Na spletnem mestu lahko definitivno dobite tudi vse potrebne informacije o dogodkih in predstavitvah, ki se dogajajo po Sloveniji na temo občanske znanosti. Kaj ustvarjamo v CTK-ju, je delovni naslov, ki potrebuje kontekst. Že na začetku predstavitve sem omenil pojem konteksta in tu ga ponavljam. Iz mnogih javnih dokumentov, ki jih pripravlja CTK, lahko razberete pomembnost, ki jo predpisujemo našim uporabnikom. Nada Čučnik-Majcen je v svojem prispevku o značilnosti razvoja in delovanja Centralne tehniške knjižnice v Ljubljani med leti 1949 in 1991 govorila o tem, da si je CTK vedno prizadevala uresničevati želje uporabnikov. V viziji razvoja CTK za obdobje 2021 do 2025 lahko berete o tem, da je reševanje potreb uporabnikov naša primarna naloga. V letnem poročilu iz leta 2022 pa lahko berete o tem, da želimo uporabnikom omogočiti res odlično uporabniško izkušnjo, pa naj si gre za optimalen odpiralni čas, za kakovosten fond gradiva ali za informacijsko podporo in rešitve pri najbolj zapletenih problemih. Ko nas nekdo vpraša potem, kaj ustvarjamo v CTK-ju, moramo pogosto stopiti korak nazaj in dati stvar v kontekst. Tako je, to besedo omenjam ponovno. Namreč, ustvarjanje je posledica, kaj je potem vzrok. Katero vprašanje bi bilo tu smiselne postaviti v samem začetku, morda eno izmed naslednjih vprašanj. Kakšne so specifične potrebe naših uporabnikov? Kako lahko izboljšamo dostopnost za vse vrste uporabnikov? Kakšni so trenutni trendi v vedenju uporabnikov pri iskanju informacij? Ali smo pri obveščanju o naših storitvah učinkoviti? Kakšne povratne informacije nam uporabniki sporočajo in kako jih obravnavamo? Ali obstajajo nove tehnologije, novi digitalni viri, ki bi jih morali vključiti v knjižnici z namenom boljšega servisiranja uporabnikov? Katere vrzeli so v naši sedanji zbirki ali storitvah? Kako lahko izboljšamo naše fizične in spletne prostore, da bi zadovoljili potrebe uporabnikov? In morda, kako lahko bolje podpremo akademske in raziskovalne cilje naših uporabnikov? Ko imamo odgovore na zgornja vprašanja, je vprašanje na odgovor, kaj ustvarjate v CTK-ju, oziroma sam odgovor, izjemno preprost. Kdo so pravzaprav uporabniki CTK-ja? Na prosojnici so navedene 4 različne skupine po nobenem posebnem vrstnem redu, niso pa to edini naši uporabniki. Študenti so definitivno najpogostejši obiskovalci CTK-ja in v knjižnici radi študirajo. To kažejo tudi raziskave, ki jih izvajamo vsako leto. Namreč študentom ugajajo lokacija knjižnice, ponudba knjižničnega gradiva in pa seveda stimulativno študijsko vzdušje v naših čitalnicah. Na drugi strani imamo profesorje in raziskovalce, ki so zadovoljni s ponudbo elektronskih informacijskih virov, ki dopolnjujejo ali nadomeščajo tiskano gradivo po fakultetnih knjižnicah.
Zelo pomembna in stabilna uporabniška skupina naše knjižnice so raziskovalci, ki pa informacijske vire in storitve večinoma uporabljajo le na daljavo. Še posebej pomembno je, da se v knjižnico vračajo strokovnjaki, inženirji in drugi strokovnjaki, ki do informacijskih virov in storitev sicer ne morejo dostopati na daljavo, vendar pa v skladu z licenčnimi določili te storitve lahko uporabljajo v prostorih knjižnice. Pomembni uporabniški skupini pa sta tudi uporabniška skupina dijakov ter uporabniška skupina predstavnikov tretjega življenjskega obdobja. Med temi uporabniškimi skupinami želimo s svojim delovanjem spodbujati predvsem sodelovanje in pa večsmeren prenos znanja in pa različnih kompetenc. Zdaj, verjetno ste bili tudi že sami soočeni s kritiko, ki je letela na vas in na vašo knjižnico. Danes v bistvu uporabniki potrebujejo le ustrezno opremljen prostor in ustrezen nabor elektronskih virov. S tem se osebno sicer delno strinjam. Zagotavljanje ustreznega prostora za študij in oddih študentov med predavanji iz leta v leto postaja vedno bolj pomembna naloga knjižnice, izposoja fizičnega gradiva je skoraj neobstoječa. Toda za inovativno študijsko skupnost je potrebna nujna nadgradnja knjižnice v družabni prostor. Uporabniki, predvsem študenti, visokošolske knjižnice danes uporabljajo kot neke vrste učne laboratorije, zato je zelo pomembna infrastruktura, ki jo tovrstne knjižnice nudijo. Velikega pomena so sobe za skupinsko učenje, opremljene z različnimi uporabnimi dodatki, kot so pametne table, različna multimedijska orodja in drugo. Mnogo študentov v knjižnici išče prostor za učenje v tišini, nekateri pa se želijo učiti v tako imenovanih učnih celicah. V preteklosti natrpana skladišča niso bila nič nenavadnega. Slika zgoraj levo je iz stare vile na Tomšičevi 7 in že takrat se je naša knjižnica bistveno razlikovala od drugih visokošolskih in specialnih knjižnic. Poleg opravljanja te dejavnosti univerzitetne knjižnice je uspešno sledila širšemu namenu in sicer kot informacijska podpora tako gospodarstvu kot razvoju specialnih knjižnic. Spodaj desno, pa kot zanimivost, tudi sam sem to sliko pred dnevi prvič videl, je slika iz odprtja prostorov na Trgu Republike 3 v letu 1994. In tudi danes je Centralna tehniška knjižnica po velikih družbenih in tehnoloških spremembah, predvsem univerzitetna knjižnica, ki zagotavlja odprto nacionalno strukturo, tako na področju raziskovanja kot izobraževanja. Projekta, kot sta ustvarjalnica in knjižnica stvari v slovenskem prostoru, nista stvar evolucije, temveč revolucije. Goriška knjižnica je bila, kot je meni znano, prva slovenska splošna knjižnica, ki je v svojih prostorih odprla tako imenovan makerspace oziroma mojstrovalnico, kot jo sami poimenujejo, saj je verjela, da lahko z uvedbo takih storitev spodbuja kreativnost in inovativnost prebivalcev svojega območja, vpliva na dvig tako digitalne kot informacijske pismenosti in v posamezniku nudi možnost za osebno in razvojno rast. V naši knjižnici pa smo ta koncept makerspacea premaknili morda na naslednjo razvojno stopnjo. Na konferenci Liber v letošnjem letu smo predstavili svoj model ustvarjalnice in bili zato pohvaljeni in izpostavljeni kot model dobre prakse, ki bi ga bilo smiselno posredovati v obliki delavnic ali pisnega izdelka morda vsem knjižnicam, ki se srečujejo z izzivom vzpostavljanja učinkovitega makerspacea. Zdaj, zakaj? Odgovor na to tiči v tej prosojnici, ker vam bom skušal na kratko povedati par stvari o tem, kako je prišlo do ideje za ustvarjalnico, kaj hočemo doseči z njo, kateri so naši izzivi in seveda tudi katero opremo imamo na voljo. Z vključevanjem ustvarjalnice se CTK kot knjižnica postavlja v ospredje tako imenovanega preoblikovalnega gibanja
zavzemajoč se za novo paradigmo v knjižničnih storitvah, paradigmo, ki poudarja kreativnost, sodelovanje in dostop do tehnologije. Koncept vzpostavitve ustvarjalnice pri nas izhaja predvsem iz želje po razvoju in prilagajanju storitev, da bi ustrezali spreminjajočim se navadam uporabnikov knjižnic. V zadnjih letih namreč knjižnice po svetu aktivno preoblikujejo svojo filozofijo, vse bolj dajejo prednost ustvarjalnim prostorom. Ključni del te pobude je spodbujanje, kot sem že prej omenil, občanske znanosti, s čimer se zagotavlja infrastruktura, ki podpira vključevanje javnosti v znanstvene raziskave. To ne vključuje samo fizični prostor, ampak tudi dostop do raznolike opreme. Sestavni del te opreme pa je tudi knjižnica stvari, ki uporabnikom omogoča, da si opremo izposodijo za domačo uporabo. Ustvarjalnica v CTK-ju je zamišljena kot odprta platforma za izmenjavo znanja, kjer so ustvarjeni vsi potrebni pogoji za medsebojno deljenje znanj med uporabniki. Ta koncept vključuje tudi izmenjavo znanj med knjižničarji in uporabniki ter vsemi deležniki, ki so vključeni v sam proces. Naš načrt in pričakovanja za prihodnost, s katerimi smo že delno začeli, vključujejo skupnostno upravljanje tega prostora, predvsem s pomočjo naših uporabnikov. To pomeni, da želimo spodbuditi aktivno sodelovanje uporabnikov, ne le v delovanju, ampak tudi v samem upravljanju ustvarjalnice. V CTK-ju se srečujemo z različnimi skupnostmi, od že omenjenih dijakov in študentov do predstavnikov tretjega življenjskega obdobja, in naš cilj ni le nuditi aktivnosti za vsako od teh skupin, ampak predvsem spodbujati njihovo medsebojno povezovanje in izmenjavo znanj. Zdaj, mi se seveda zavedamo, da teh ciljev ne moremo doseči brez aktivnega sodelovanja in vključevanja v mrežo podobnih infrastruktur. Med drugim smo člani FabLab mreže Slovenije. Zato je naš pristop v ustvarjalnici res usmerjen v krepitev skupnosti, spodbujevanja sodelovanja in povezovanja različnih skupin. Zdaj, v ustvarjalnici je izbor opreme oblikovan s ciljem zagotoviti specifične potrebe naših uporabnikov ter se res nenehno prilagaja s ciljem zagotavljanja optimalne podpore njihovim projektom. Pri tem pa skrbno upoštevamo kompetence našega osebja, da zagotovimo ne le tehnično podkovanost pri sami uporabi opreme, temveč tudi kvalificirano svetovanje in usposabljanje za uporabnike. Izbor opreme je seveda odvisen tudi od tega, ali lahko z njeno pomočjo izvajamo tečaje, ki bi bili primerni za naše uporabnike. Seveda, vsa oprema ni primerna za izvajanje teh tečajev, je pa njej komplementarna. Naša filozofija izbora opreme gre tako v 3 smeri. V smer nakupa cenovno dostopnih naprav, ki jih uporabniki lahko najprej testirajo in se potem tudi odločijo za lasten nakup, v smer znanja upravljanja in pa v smer filozofije komplementarnosti raziskav. Naprimer, 3D tiskalnik natisne 3D predmet, ki ga je potrebno obdelati še z drugim orodjem. Naj omenim 4 primere dosedanje dobre prakse ustvarjalnice. Pomoč pri izdelavi in distribuciji tako imenovanih vuhobranov med časom COVID epidemije. Potem Nacionalni inštitut za biologijo je v okviru njihovega raziskovanja natisnil več kot 20 posebno prilagojenih ohišij za opazovanje in merjenje zvokov živali. Pri nas je uporabnik s pomočjo naprav in orodij, kot so programska oprema na računalniku Fusion 360, 3D tiskalnika, CNC reskarja, Dremla in ročnega orodja naredil prilagojeno oziroma pomeril ohišje za PC računalnik in pa sodelovanje z Fakulteto za arhitekturo pri 3D tiskanju zaključnih nalog študentov. In zdaj, če povzamem ta recept za inovativno ustvarjalnico, to je aktivna udeležba uporabnikov, vključevanje vseh zaposlenih z njihovimi specifičnimi znanji, doseganje netipičnih uporabniških skupin za univerzitetno knjižnico, kot so upokojenci, ali na drugi strani
starostnega spektra predšolski otroci. Knjižnica stvari pa predstavlja inovativen pristop k izposoji in uporabi raznovrstne opreme in služi dvojnemu namenu. Prvič omogoča uporabnikom, da se doma učijo in razvijajo veščine z opremo, ki se sicer morda finančno ali prostorsko zdi nedostopna. Za to določeno opremo, ki zahteva posebno znanje ali spretnosti, nudimo seveda tudi kratka usposabljanja. Med tem usposabljanjem se naši uporabniki seznanijo tako z varnostnimi postopki dela in prejmejo navodila za samostojno uporabo opreme. Drugič, koncept knjižnice uporabnikom omogoča, da doma preizkusijo orodja ali naprave, ki jih običajno ne bi kupili. To lahko vključuje na primer izposojo robotskega sesalnika, ki ga lahko uporabnik preizkusi in uporabi v domačem okolju. Tako knjižnica stvari ne omogoča le spodbujanja učenja in raziskovanja, ampak omogoča tudi praktično uporabo različnih orodij in naprav, ki izboljšujejo vsakdanje življenje. Je pa seveda tudi tretji vidik, in sicer v okviru zelene knjižnice pripomoremo k zniževanju stroškov in k zmanjševanju odpada. Namreč vključevanje principov zelene knjižnice poudarja našo zavezanost k trajnostni uporabi virov, kar zmanjšuje nepotrebno trošnjo in odpadke in tako prispevajoč k bolj trajnostni družbi. Oprema, ki jo nudimo našim uporabnikom, je res raznolika, od šivalnega stroja, 3D tiskalnika do raznih merilnih naprav, kot so merilnik porabe električne energije, merilci kakovosti zraka in tako naprej. In sedaj prihodnost. Kakšna je torej paradigma neke moderne univerzitetne knjižnice? Mi se soočamo seveda z vrsto izzivov, ki vplivajo na naše trenutne poslovne modele in operativno učinkovitost. Naj naštejem le nekaj izzivov, na primer slabši obisk, čeprav v CTK-ju je trend obraten, potem ustrezno financiranje, zagotavljanje storitev ranljivim skupinam prebivalstva, hitra tehnološka prilagoditev in pa kadrovska zasedba. Po drugi strani sodobne univerzitetne knjižnice že danes ne ponujajo le običajne izposoje fizičnega gradiva, ponujamo digitalne vire, digitalna raziskovalna orodja, izboljšane študijske prostore, izposojo različnih tehnoloških naprav, kot so na primer prenosni računalniki. Samo omenim, samo v 3 mesecih leta 2023 smo v čitalnice brezplačno izposodili za več kot 400-krat prenosnikov. Naj omenim tudi 2 primera dobre prakse po svetu, mimogrede teh primerov je res ogromno. Morda res naj omenim tale 2, ki sta tudi meni padla na radar. Knjižnica Univerze v Oregonu uporablja 3D tiskanje za izdelavo replik občutljivih fosilov, kot je tako imenovani sabljezobi losos. Ta storitev omogoča varno ravnanje s sicer krhkimi in neprecenljivimi artefakti ter njihovo podrobno preučevanje. Knjižnica Univerze Kent State pa je velik del svojih prostorov spremenila v podporo podjetniškim pobudam. Knjižnica ima večnamenski prostor za ustvarjalce, prostore za vaje v predstavitvah in tako naprej. Sedaj imate morda dober uvid v to, kaj ustvarjamo v CTK-ju. To ustvarjamo univerzitetni knjižničarji. In da bomo lahko to učinkovito upravljali in izboljševali knjižnične storitve v prihodnje, bomo potrebovali nova znanja, dodatna znanja na področjih, kot so digitalna pismenost, informacijska tehnologija, raziskovalne spretnosti, na primer pri upravljanju podatkov, pri znanstvenem komuniciranju, pedagoška znanja in tako naprej. In zdaj moj čas je potekal. Res najlepša hvala za vašo pozornost. Pridite k nam v naše fizične prostore. Vzel si bom čas samo za vas, bom razkazal knjižnico, podrobneje predstavil naše programe. Za vse tiste, ki uživate v hitrih, vznemirljivih in strašljivih vožnjah, kot je na primer Damjana, pa bo na sporedu ustvarjalnica, kjer boste lahko preizkusili naša virtualna očala in se med drugim virtualno zapeljali po vlaku smrti. Hvala. Ilen, hvala. Lahko še kamero poizveš, prosim?
Hvala ti. Saj veš, zakaj si dobil najdaljši časovni sklop. Zato, ker predavatelja iz CTK že zelo dolgo nismo gostili na Novostih, predvsem pa zato, ker sem bila ob zadnjem obisku CTK res zelo impresionirana, koliko pozornosti in resursov knjižnica namenja uporabnikov. Mimogrede, a imate slučajno na posodo robotski čistilec oken? Bom dal na to-do zakupiti. Hvala. Še dve vprašanji imamo. Kako daleč naj gre knjižnica pri ponujanju različnih storitev, ki niso neposredno vezane na branje, študije, raziskovanje? Verjetno ste tudi ta razmislek naredili pri vas. Mi moramo zmeraj premikati te meje. To je v bistvu najbolj preprost odgovor, ne. Mi smo tu zaradi samega uporabnika, nismo zaradi nas samih in pač slediti moramo temu, kar uporabniki hočejo, seveda potem v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi in pa seveda z zaposlenimi. Ampak vedno, moja osnovna logika je vedno prestavljanje teh meja. Hvala. In nisem bila edina, ki je bila navdušena nad ogledom CTK, tudi v klepetu je priporočilo šolam za oglede z dijaki. Tako da hvala še enkrat. Upam, da bojo tvoji današnji pozivi k sodelovanju kmalu prinesli rezultate.